Jaz sem tako navidez ena taka lepa pandica, v bistvu znotraj se pa skriva en grizli. Ona to potrpežljivo prenaša in si služi nebesa s tem. Mene je mama enkrat za ušesa vlekla, kako se pa ti z Bogom pogovarjaš. Včasih se celo pretepali, pa nisem vedel, da se pretepajo, je to del molitve. Okrepi se in bodi mož. Pozdravljeni v oddaji Reflektor, kjer se bom tokrat z Gregorjem Čušinom pogovarjal o tem, kako odnos z Bogom, molitev izgrajuje fanta, očeta, moža, moškega nasploh. Gregor, pozdravljeni. Pozdravljeni. Pa kar eno tako prvo vprašanje, kaj za vas pomeni biti kristjan kot mož, oče, igralec? V tem vrstnem redu. Lahko v tem vrstnem redu, lahko pa tudi vse skupaj. Nikoli pravzaprav ne razmišljam, kaj mi to pomeni. Enostavno tako živim. Dali so me krstiti moji starši, nikoli se nisem pritožil zaradi tega, nikoli kakšnih izpisnih kartic pisal ali česa podobnega. In se trudim živeti znotraj tega krsta. In to pravzaprav pomeni biti kristjan in kasneje fant, mož, oče v tem vrstnem redu. Zadnje čase se vrstni red dostikrat obrne, ne? Da postaneš najprej oče, potem si mogoče fant in potem mogoče celo mož in tako naprej. Jaz ne znam živeti drugače. Kot igralec imam veliko domišljijo, marsikaj sem že na odru počel, ne znam si pa, in to je kot za igralca zame bila en velik manko, predstavljati življenje brez Boga. Ne znam razmišljati brez Boga. Kljub temu, da imam težave, kdaj pa kdaj, da bom rekel dvomov ni, ampak prepiri z Bogom pa so, včasih zelo hudi in glasni. Mene je mama enkrat za ušesa vlekla, kako se pa ti z Bogom pogovarjaš, sem rekel, lej, če ne gre drugače, bova pa na trdo, ne. Ampak nikoli pa nisem dvomil. So pa to težki pogovori včasih in znotraj tega živim. V prvi vrsti sem najprej kristjan, ampak nikoli ne razmišljam o sebi v nekem trenutku kot o kristjanu. Odreagiraš kot človek, kakršen pač si, ampak če si človek kristjan, potem odreagiraš kot kristjan. Zdaj, ali slab pa dober kristjan, to je spet drugo vprašanje. Ampak jaz sem imel tudi to srečo oziroma milost, zelo blagoslov, bom rekel, da sem svojo ženo spoznal zelo zgodaj. Bila sva stara 15 in 16 let, ko sva postala fant in dekle, in od takrat naprej sem ji zvest in upam, da ona tudi meni. Nimam razlogov, da ji ne bi verjel. Mislim, od ženske, ki je poročena z mano, ne pričakujem toliko domišljije, da bi se mi lagala. Ste le vi igralec v tej zgodbi, a ne? Ja, čeprav dostikrat vprašajo, kako je to v privatnem življenju, ampak ne igram tam kaj dosti. Tam sem zelo pristen in to ona včasih boleče občuti. Ker moj karakter ni tako ljubek, kot sem mogoče jaz. Jaz sem tako navidez ena taka lepa pandica, v bistvu znotraj se pa skriva en grizli, ki včasih zelo ponori in ona to potrpežljivo prenaša in si služi nebesa s tem. Tako da brez dvema bo ona tja prišla, na to računam, potem jo pa ona potegnila čez, ker jaz ne vem, če bom imel zadosti kreposti za oni svet. In morda ravno tukaj vprašanje, kaj bolj krepi vašo duhovno moč? Ravno ta odnos z ženo ali pa tudi kot oče s svojim otrokom ali neko duhovno branje, molitev, čas zase, čas z Bogom? To je težko ločiti. Seveda moraš nekje črpati. Absolutno, molitev je temelj, odnos z Bogom je temelj. Ta odnos se pa seveda brusi v odnosu z drugimi. Bog je nenazadnje v vsakem od nas. Ne moreš se pogovarjati z Bogom pa ignorirati človeka, ki je poleg tebe, ne. To se mi zdi majčkeno nenavadno, čeprav srečujem ljudi, ki pravijo, da se to da, pa se jim čudim. Včasih sem se malo razburil, zdaj se pa samo še čudim, pa molim tudi za njih. Odkar sem oče, to je zdaj sicer že, da se računam pa, da ne bom lagal, skoraj 23 let, sem postal boljši kristjan v tem smislu, da bolj razumem Boga. Razumem Boga očeta. Razumem, zakaj je tako popustljiv, tako potrpežljiv, zakaj včasih kaj stori, pa me boli, ne? Ker kot oče točno to počnem. Čeprav imam neizmerno rad svoje otroke, jih pač moram vzgajati in vzgoja je nasilje, pa če še tako čudno zveni, ne? Ko ti vzgajaš neko rastlino, jo nenazadnje nekam posadiš. Celo odrežeš? Jo odrežeš in tako naprej, ne? In zganeš eno veliko nasilje nad to rastlinco Bogu in ravno tako se počne pravzaprav z našimi potomci. Čeprav mečkam bolj ljubeče to počnemo, vse če se le da, ne.
Zato so tudi oni odgovorni mečkan, sploh ko pridejo v puberteto, ampak ne bom preveč o otrokih. Nekje sem zasledil, da ste napisali, da v času korone ste malo večkrat se zbrali k molitvi rožnega venca. Kaj za vas kot očeta pomeni, da družino zberete skupaj k molitvi? Ali pa tudi, koliko je to težko na nek način zbrati celo družino, da moli? Kakšen otrok se najbrž pritožuje? Vas bom presenetil, če rečem, da ne. Pri nas je to štejeva za eno veliko milost, oziroma en velik najin vzgojni uspeh, čeprav je vedno malo manj prsta midva zraven. To, da dejansko molimo kot družina, da se vsak večer, koliko nas je pač doma, ponavadi jaz manjkam, oziroma sem manjko, zdaj sem več prisoten, da se zberemo in kot družina zmolimo. To ni neka, strašno poduhovljena molitev, ampak čeprav moja žena, kot nekdanja katehistinja, je v teh letih precej metod preskusila. Jaz, ko sem prihajal tako na vsake 4-5 dni domov, zvečer, da sem bil prisoten, pa sem spremljal to molitev, nikoli nisem vedel, kaj me čaka. Sem mičken nervozen, enkrat smo peli, enkrat smo klečali, enkrat smo plesali, Časov se celo pretepali, pa nisem vedel, da se pretepa, je to del molitve. In sem potem ugotovil, da tudi otroci postajajo mičken nervozni, ker nikoli ne vejo, kaj jih čaka, dokler se nismo pomenili in smo naredili tak vzorc, naš družinski, ki ga zdaj držimo že vrsto let in se dejansko približno ob isti uri vsak večer zberemo. In ta vzorec je na kratko sestavljen iz prošenj za določene ljudi, dogodke, molimo za svoje bližnje, za ljudi, ki jih poznamo, pa so v stiski, dodajamo dnevne prošnje, ampak to traja približno 10-12 minut, da ne bom pretiraval. Vsako prošnjo podpremo z eno zdravo Marijo, tako da nekako molimo, že tako molimo rožni venec, če temu tako rečem, in dejansko se noben ne pritožuje. Včasih otroci rečejo, bomo danes že molili, ker se jim pač mudi, nam rekel raven k učenju, verjetno kakšni drugi stvari k računalniku, ampak dostakrat oni opominjajo, čas je molimo. Molimo tudi zjutraj, sicer po etapah, ko otroci odhajajo od doma, molimo celo zjutraj. In zdaj dejansko, če se pogovarjava, ne vem, kaj doživljajo otroci pri tem, koliko pristen odnos oni imajo z Bogom, ampak če drugega ne izkazujejo spoštovanje do naju, do najne vere, in to je že začetek tudi odnosa z Bogom, se mi zdi. Vsaj preko 4. božje zapovedi bojo vstopali v odnos z Bogom. Ker se pa tiče korone, smo pa dejansko samo to molitev preklopili na rožni venec. Se pravi, da smo takrat v tem prvem valu, v tem prvem strahu dejansko se zatekli k rožnemu vencu. Sicer otroci niso bili najbolj navdušeni, to moram tudi povedati. Je le daljše. Je le daljše, ja. Ampak so se navadili, so sprejeli, niso ugovarjali. Nimamo teh težav, tudi ob nedeljah pri maši, nikoli nismo, oziroma za odhod k maši, nikoli ni bilo težav. Od prvega otroka dalje, 6. se ni imel sploh pravice pritoževati, ker je pač sorojenci so to počeli brez ugovorov. Tako da to je velik čudež, velika milost pravzaprav. Vsekakor otroci znajo moliti. Ja. Ko bojo v svetu, ko bojo potrebovali Boga, bojo vedeli, kako obrniti jagode na rožnem vencu. Kot sem rekel, ne vem, kam jih bo pot zanesla, ne vem, kakšen odnos bodo imeli, ampak upam pa, da refleks, ko bodo prišli v stisko, bo ta, da se bo zatekla k molitvi. Če ne k temu očetu, pa k onemu očetu, če ne k temu očetu, pa k temu očetu, ampak na koncu bo vsekakor molitev. Upam. Super. Večkrat omenjate odnos s svojo ženo, družino. Kmalu po poroki vas je čakala težja preizkušnja. Kako vas je takrat Bog izgrajeval? Prek te preizkušnje ste se tudi veliko zatekali v molitev? Brez skrbi. To je bilo kljub temu, da tega leta ne bi nikoli več želela ponoviti. Kljub temu zmeri rečeva, da je to bilo najlepše leto najnega življenja, ker sva dejansko živela samo eden za drugega in za Boga pravzaprav, oziroma z Bogom sva živela preko dneva. Hvala Bogu, takrat še brez otrok, bile so hude psihične težave, dejansko je bil uspeh dneva samo to, oziroma namen in cilj dneva, da prideva zvečer oba živa do postelje. Da ne bo ona mene fentala, da se ona ne bo fentala, ali pa da ne bom jaz koga fental. Če malo tako preprosto rečem. Težko se je smejati takih stvari. Ne, midva se hvala Bogu lahko že smejeva. Dejansko se lahko že temu smejeva in sva hvaležna za ta smeh. In iz tega leta sva izčrpala potem še za mnoga leta naprej, še danes pravzaprav se zatekava v to leto, ker je bilo dejansko res pomembno preživeti samo ta dan. Biti samo eden z drugim, dejansko sem bil ob njej
In še danes, kadar so težave, žena reče, samo današnji dan, samo današnji dan. Jaz sem tak, da zelo razmišljam naprej, rad načrtujem in v tem načrtovanju včasih zame strah, panika in takrat me žena pomiri, prosto jim reče, samo današnji dan, tako kot smo takrat. Daj nam danes na vsakdanji kruh. Točno tako, ja. In dovolj je dnevu lastna teža, ne, jaz imam teže že sam na sebi zadost, tako da je nepotrebno še dodajam zraven. Če se jo do večera prinese, je. Kolegi v teatru so dostikrat rekli, ne hvali dneva pred čušinom. To marsikaj pove o meni, da sem bil majčkeno tak paničen in nestrpen. In ko me je kolega enkrat vprašal, pa kaj imaš ti od vere, da hodiš v cerkev, pa kmaši, pa moliš. Sem rekel, le kakšen sem, kako sem nervozen, pa zoprn, pa težek. Si mi predstavljaš, če se ne bi trudil biti boljši. Ne? Si mi predstavljaš, kakšna zverina bi bil. Pa je rekel, pa še dobro, da moliš. Tako da, ja. Hkrati ste tudi igralec, kako in umetnik nasploh. Veliko pišete pesmi, marsikje zasledimo vaše članke, ste kar produktiven, bi lahko rekli. Kje najdete navdih za vse to? Vam pri tem navdihu, pri tej ustvarjalnosti pomaga tudi ta, ki je vse ustvaril? Z leti se zmeraj bolj zavedam, da vsi ti mnogi talenti, ki jih hvala Bogu imam, niso moji. Zdaj, jaz nikoli o sebi nisem, priznam, prva leta po akademiji sem razmišljal o sebi kot o umetniku. Sem si domišljal, da sem umetnik. Zdaj, odkar sem pustil teater in šel na svoje, pravzaprav o sebi govorim kot o obrtniku. Imam neke sposobnosti in za čim več denarja naredim čim manj, kot pač je treba, tako rečem. Je pa res, da je v meni kup enih željenih načrtov in tisti, ki so pametni, Bog potisne naprej. V tej glavi, v tem trupu je ogromno nekih idej, neizživetih, hvala Bogu, bom rekel, za nekatere pa mislim, da še čakajo na pravi moment. Črpam pa pravzaprav v prvi vrsti, bom rekel, iz svojega egotripa, iz tega umetniškega samoljublja, če se temu tako reče. Jaz kot umetnik sem se želel dokazati, kot mlad igralec sem se hotel dokazati. Moja prva monodrama je bila samo dokaz, ni bilo nobeno ustvarjalno početje v tem smislu, da bi rekel, čutim nekaj, kar bi rad naredil, ampak sem hotel nekaj narediti, da bom dokazal, da sem sposoben. Ampak Bog je ta moj napuh, hvala Bogu, obrnil nekaj dobrega, me naučil, da to ni moje in tukaj naprej zdaj štartam. Tako da zdaj, ko včasih preberem kakšno zadevo, ki sem jo napisal pred leti, se začudim, da sem bil sposoben tega napisati in se zavedam, da nisem bil sposoben tega napisati, ampak da sem samo prevodnik in se zmeraj bolj zavedam, da to prihaja od zgoraj in hvala Bogu zaenkrat ima Sveti Duh še zmeraj odprto malho in deli. Jaz pa to spremam in še zmeraj me priznam, majčkeno vodi napuh. Znam, zmorem, ne? Ampak kot sem rekel, Bog ta napuh obrnil nekaj dobrega, to je ta velika ljubezen z njegove strani, da kljub tej moji, bom rekel, slabosti me uporablja kot svoje orodje. In kje vidite tukaj ravno to vašo moč laikov pri oznanjevanju? Konec koncev vi ste nekajkrat pridigali tudi nam duhovnikom že. Kaj pa sicer pri tem oznanjevanju? Če se smem meham pošaliti, se neprestano šalim, zadnjič sem svoji mami rekel, ki je rekla, nikoli nobenega nisem silil od svojih otrok, namreč, da bi šel v kakšen duhovni poklic. Sem rekel, mama, to ti strašno zameram. Če bi me ti utišala v lemenat, bi bil jaz danes s svojim gobcem, jaz bi bil škof. Ne? In to tako, da bi ga Peter Štumpf pojedel, en ogromen škof bi bil, ne? In bi govoril, ne? In bi bil slaven in znan in bi bilo poskrbljeno zame, zdaj moram pa skrbeti za žena, pa za 6 otrok, sem rekel, mama, pet se soliti. In potem se oglasi žena, brez mene, ne vem, če bi bilo kaj takega. Ja, to je res. Kaj je bilo že osnovno vprašanje, se opravičujem, spet me je napuh drugam potegnil. Ja, ravno kako vlogo laikov in oznanjevanja. Ja, jaz sem kot laik imam veliko prednost pred vami duhovniki. To sem zmeraj govoril, zaradi tega, ker človek, ki ne mara cerkve, ki zavrača Boga, zagleda nekoga v tej upravi in reče, hvala lepa, ne? Jaz se z vami ne bom pogovarjal. Ko pa pride na Čušinovo predstavo, gre pa pravzaprav v teater. To nič resnega ni, čeprav ga tam v tem teatru pravzaprav čaka mogoče celo mehko bolj ostro sporočilo, ker bi prišlo z neke pridige. Ne? In hočem reči, da lažje odprem vrata, da potem Bog človeka zagrab za kravateljce in ga potegne k sebi. Ljudje grejo raje v teater kot v cerkev. Oziroma v teatru ne pričakujejo
nekega takega duhovnega sporočila, kot v cerkvi. In zame največja pohvala, ki sem jo dobil za eno od svojih predstav, je bil možakar, ker je rekel, nisem veren, prišel sem v teater, odhajam pa od obreda. Se pravi, to, kar je ta možak doživel, je pravzaprav namen mojega početja in tukaj imam jaz seveda bolj odprto pot, lažjo pot, kot vi. Dostikrat so me kakšni duhovniki povabili na faro, pa rekli, kar povejte jim. Jaz jim, ni rekel ne upam, rekel ne morem in razumem. Duhovnike oziroma župnike na župniji in se pravzaprav ne sme zameriti nekim ljudem. Mislim, zameriti v tem smislu, ne da zdaj duhovnik ne upa povedati nekih stvari, ampak dejansko, če bi župnik ostro nekaj pove, bojo zaprli vrata in odšli. Če pa nekdo, en laik, nekdo od njih, enak njim pride in pove neke hude reči, pa reče, ok, ne? In potem pride k župniku po nasvet, a je to, kar je ta stric povedal, drži ali ne drži in tako naprej. Tako da sem bil dostikrat povabljen in so me pravzaprav duhovniki kurili, povej, ne. Tako da ta ostrina, ki je bila dostikrat pravzaprav sprovocirana, ne. Ko ravno govoriva o tem, v zadnjem času, ravno v tej korona krizi se je pokazalo, da marsikdo, ki sicer prej ni bil nedeljnik, zdaj spremlja sveto mašo po televiziji in tako. Kako bi zdaj te ljudi spodbudili, da naj tudi, ko te krize ne bo več, si upajo priti v cerkev, ker s svojim dejanjem le kažejo neko željo po Bogu? Mi nekako z nekim pozivom ali z nekimi plakatki in pismi ne bomo nič dosegli. Jaz mislim, da če so ti ljudje nekaj doživeli, začutili, dobili, bodo to prišli iskati tudi v cerkev. Tale kriza, kljub vsem vzdihovanju in jamranju, okrog nekaj prihaja tudi z naše strani, ne nazadnje, traja kar že nekam dolgo. Teatri so zaprti. Najprej sem še rekel, hvala Bogu, ne, ker za predstave, ampak zdaj je pa res dejansko že mečkrat traja, tudi jaz že pogrešam oder in ljudi. Ampak ta kriza to je stiska. In vsaka stiska človeka stisne in ko te stisne, preteče iz tebe to, kar je v tebi. In jaz mislim, da so bili mnogi ljudje presenečeni, kaj je prišlo iz njih. Pozitivno in negativno. Čeprav tisti, ki je prišlo negativno, tega pravzaprav ne spoznajo. Ampak ta stiska, ta korona se je razgalila. In mnogi ljudje, ki jih pravzaprav ne bi imeli za neke duhovne ljudi, so se v tem času izkazali, da so duhovni. Mnogi, ki so sodelovali kot duhovni, so se pa izkazali za zelo plehke in zunanje. Ne? Ker pomeni, da nas je Bog stisnil in zdaj pretekel iz tega, recimo, grozdja, kiselca ali pa en sok ali pa neko vino, mislim, nek nastavek za vino, da tako rečem. Ne. In ljudje, ki so se, jaz mislim, da je bil mogoče upravičen strah škofov, duhovnikov, kaj bo zdaj s temi mašami preko spleta, televizije, ampak če gledamo, koliko ogledov ima neka maša, mislim, papež nima toliko publike, kot ima en naš slovenski duhovnik publike, ne. Rečem publike, ne rečem občestva, rečem publike, ker sem prepričan, da je mnogo teh ljudi, ki ga poslušajo, zgolj publika, občinstvo, ne občestvo. Ampak občinstvo je prvi korak do občestva. In nekateri jamrajo, ja, to je površno, pa nič globokega. Ja, otroku ne boš dal klobase. Otrok bo dobil spasirano banano, ko bo pa zrasel, ko bo vse se prilagodil, pa želodec, pa trupček zrasel, boš pa dal tudi klobaso. Bo pa tudi vstopil v cerkev. Tako, ja, jaz mislim, da zdaj je prav, da se dobijo to spasirano banano preko spleta, preko televizije in kdor bo lačen, bo prišel po klobaso. Pa ne mi vegani in vegetarijanci ne zamerijo, gre sam za prispodobo. No, sicer, ko se ravno sva že ozrla na tematiko svete maše, morda ravno za konec, kaj vam kot očetu pomeni, da greste v nedeljo k sveti maši? Z družino ali sam? Kolikrat greste pa sami? Ja, ne, zanimivo je. Jaz sem zmeraj, večkrat sem bil, tudi parkrat sem se zapletel v neke debate z družinami, ki so želeli biti skupaj pri maši. Ko so to postavili kot eno normo, eno stopno v svojem duhovni rasti. Spoštujem, pa ne razumem do konca. Mi smo zmeraj hodili ločeno k maši. Ko so prišli otroci, sva se morala izmenjati. Tudi zaradi tega, že bo otrok pri maši preveč tečen, pa sem šel z njim ven in ga nisem pustil v cerkev, dokler se ni pomiril. Tako da je otrok vedel, da to, da je v cerkvi pri maši, se mora potruditi za to, mora biti dober, se mora dokazati, mora biti pripravljen za to. Ne pa, da je maša nagrada za starše, kako bo naš danes priden pri maši. Mi, ko smo obrnili ta vrstni red, to dojemanje in otroci so zdaj pri maši, rekel, pridni. Ampak pustimo to. Mi smo hodili ločeno k maši.
v 2 etapah, tudi zaradi tega, da sem jaz lahko pripravljal kosilo ali pa sem imel delo in tako naprej. Redko smo bili skupaj. Tako da mi je bila ta korona, zdaj, ki je prišla na nek način ljuba, ker smo bili končno kot družina pri maši. Ne samo to, da smo bili skupaj pri maši, ampak jaz sem te svoje otroke pri maši lahko celo opazoval. Ker v cerkvi je pač nespodobno, da se mečkano oziraš preveč naokrog, ne pa gledaš. S kavčem je pa to mečkano lažje. Nazadnje sem se usedel v tako pozicijo, sem rekel, meni ta stol bolj odgovarja kot tisti, in sem imel otroke lepo takole na očeh in sem jih gledal, priznam tudi med določenimi deli maše, skušal razbrati z njihovih obrazov, kaj doživljajo. In sem bil presenečen. Bil sem presenečen, koliko pridgo poslušajo. Res. Torej, vi ste gledali otroke, oni so pa poslušali pridgo. Tako, jaz sem tudi poslušal pridgo, ampak hočem reči, ta maša z dnevne sobe mi je dala par vpogledov v njihova življenja. In sem hvaležen tudi za to. Je pa to nekaj, pravzaprav, nisem tako zelo pogrešal maše kot nekateri. Če gledam, kaj vse je bilo zapisano na raznih spletnih omrežjih, nisem tako zelo hrepenel po tem. Jaz sem pravzaprav, mogoče zaradi fare, s katere prihajam, smo se pri teh mašah preko spleta bolj umirili. Našli smo se. Tako da jaz bom pravzaprav pogrešal te maše, ko se bom vrnil v cerkev. Pa ne zaradi, točno vem, kaj je maša, pa vem, kaj je občestvo, ne me po stran gledati, ampak govorim samo o tem, kako smo lahko mašo nekako intimno doživeli, res kot družina, in upam, da nam bo to uspelo. Težko bo to prenesti, ampak da se bomo to kot družina spominjali tega časa. Tudi ta vidik. Tudi ta vidik, ja. Drugače pa maša, jaz kot od otroških let hodim v nedeljo k maši. In grem v nedeljo k maši, tudi če imam neko snemanje, ki šom delo, grem pa ali v soboto začela, gremo v ponedeljek, dosti mi kolegi rečejo, a danes pa delaš? A ne boš šel k maši? Pa rečem, sem že bil, ali pa bom še šel, tako naprej. Kolegi me pravzaprav sprašujejo in sprašujejo vest. In zame je to pravzaprav, bom rekel, grdo bo zveni, ampak v prvi vrsti navada. Ampak me tolaži to, da je tudi Jezus hodil iz navade v tempelj. Piše v tem pismu, da je šel po svoji navadi v tempelj. Jezus ni šel v tempelj iz pobožnosti, ne iz ljubezni do očeta, ne iz zato, da bi Marijo ubogal. V Svetem pismu je zapisano, da je šel po svoji navadi. In jaz sem to navado prejel in to navado vcepljam svojim otrokom. Nič pobožno, to je navada, ampak upam pa, da ta navada prerase v potrebo. Tudi jaz bi po moje, kljub temu zdaj pravim, da maše nisem pogrešal, ampak sem bil pri maši še zmeraj preko spleta. Če mi bilo to vzeto, no, bilo je 1 leto, ko sem bil še v nekdanji državi, v vojski, takrat sem dejansko bil 1 leto brez maše in kadar sem prišel domov na dopust, je bila maša tudi med tednom, nisem čakal nedelje, tako da čutim to lakoto tudi sam. Za čisti konec pa mogoče, kaj bi mi rekel kot letošnjemu novomašniku? Večkrat ste govorili duhovnikom, zdaj morate pa tukaj nekomu 1 na 1 nekaj povedati. Bom rekel, škoda vas je, tak lep fant. Ujoj. Ne, rekel bom, upam, da se zavedaš, da zdaj jaz govorim tebi kot neke vrste oče enemu otroku. Vse razlika nama primerna, mislim, da sva v tem razmerju, ampak v trenutku, ko boš posvečen, se bo to obrnilo in boš ti postal moj oče. Ti boš vodil moje srce in mojo dušo k Bogu in upam, da se tega zavedaš. Kljub temu, da sem jaz mogoče na zunaj modrejši, pametnejši, opremljen z več diplomami in tako naprej, z lepšimi besedami, ampak v trenutku, ko boš postal duhovnik, oziroma na nek način si duhovnik že zdaj, ampak ko boš posvečen, bo to uradno, boš postal moj oče in jaz te bom ubogal in ti bom sledil. In je to velika odgovornost. Odgovornost, ki jo imeš do svojih otrok, boš ti imel do mene in upam, da se tega zavedaš. Hvala lepa in naj Bog blagoslavlja vse fante, može, očete, moške nasploh in naj nas prek molitve, prek odnosa z njim izgrajuje v pravega moža. In za konec le še tiste besede, s katerimi sem začel, besede Davida svojemu sinu Salomonu, okrepi se in bodi mož. Pa ne pozabite všečkati, slediti in se naročiti na naš kanal in se vidimo prihodnjič.